Zdravo, jaz sem Ana in poslušate podcast Pes in sok. Danes se bomo pogovarjali o kulinarični industriji. To je ena tema, ki je meni osebno zelo blizu, ker sem tudi jaz kar dosti časa preživela v kuhinjah mariborskih restavracij. Govorili bomo o tem, kaj se v resnici dogaja za zaveso v kuhinjah, za šanki, kjer poka, se smodi, medtem ko vi čakate na svojo malico, pico ali pa sedemhodni degustacijski meni. Razni kuharski šovi, recimo Masterchef, Chopped, oddaje Jamieja Oliverja ali pa Gordona Ramsayja, so v javnosti prinesli neko idealizirano podobo o kuharju, ki je strasten, herojski umetnik za štedilnikom, in to fetišiziranje kuharskega poklica je s seboj tudi prineslo neko oblikovanje šefovske poklicne zavesti, ne. Kuhar, šef. Šef je nekdo, ki je na vrhu hierarhične lestvice v kuhinji in ima absolutno oblast. Lahko vpije na druge, lahko jih ponižuje, hkrati pa je tudi on tisti, ki je, zdaj če ni on hkrati tudi lastnik, je izkoriščan, dela nadure, petke, svetke, nima zasebnega življenja. In kar je najbolj zanimivo, je ponosen, ker gara še bolj trdo kot drugi, ve, da tega večina ne bi zmogla, in to garanje pričakuje tudi od svojih podrejenih. Samo zato, ker je fajn biti kul, chill, novi ultra hipsterski šef. Deloholizem in samoumevnost, da je služba edino, kar imaš v življenju, je v gostinstvu nekaj najbolj normalnega. Tisti, ki ima hobije, je čuden in ne sodi v kuhinjo. Ampak saj vemo, vse to je marketing in pa kultura neke nove kulinarične industrije. V gostinstvu se družinske gostilne umikajo resnemu biznisu po kapitalističnih principih. Praksa je, da imajo gostinski delavci na pogodbi napisano minimalno plačo, ostalo dobijo na roke, nadure so nekaj vsakdanjega, neenakomerni delovni čas, delo med vikendi in prazniki in manko kadra, o katerem vsi govorijo, najbolj občutijo tisti, ki v gostinstvu ostajajo. In to slej ali prej privede do preobremenjenosti in zapustijo poklic in začaran krog se sklene. Razmere so v bistvu tako zelo slabe, da je čudež dobiti službo za nedoločen čas z dogovorjeno plačo, brez da bi del denarja dobil na roko. Razen pač, če kuhaš v javnem sektorju za minimalca. Marsikateri gostinec dela preko samostojnega podjetja, dela delno na črno, ogromno je tudi študentov. In med epidemijo, ko so ti z atipičnimi zaposlitvami ostali brez vsega, so se mnogi šele začeli zavedati, kako zelo pomembna je varnost zaposlitve, in odšli iz poklica. Ni naključje, da lahko v šolskih kuhinjah vidimo pretežno ženske, v visoki kulinariki pa pretežno moške. Zakaj? Vstop v zasebne restavracije je za ženske otežen, ker se še vedno pričakuje, da bodo one tiste, ki bodo vzele bolniško, če bo recimo zbolel otrok, da bodo one tiste, ki bodo skrbele za ostarele sorodnike. In vemo, ženska, ki mora skrbeti za reprodukcijo, pač ne more biti dovolj predana delu. Človek bi si morda zdaj predstavljal, da so v dragih restavracijah potem vsaj dobri pogoji za delo, ampak to ni res. Poglejmo si recimo najbolj slavno restavracijo Noma, ki ima 3 Michelinke. Da je Rene Redzepi v kuhinji vse prej kot prijeten šef, je priznal celo sam, pol vemo, kako je stanje. In kot so poročali mediji, so mnogi tam delali brez plačila. Kao za reference. Potem ko je bil, šef prisiljen plačevati zaposlene, po pritisku, je naznanil, da tako ne bo šlo, in napovedal zaprtje restavracije. To pa ni nič kaj fino za tako fino restavracijo, kjer meni stane 500 evrov, ne. No, mislite, da je v hiši Franko kaj zelo drugače, da je Ana Roš prijazna in dobra šefica? Je pa zanimivo, ob vsem tem, pa da so to neke znane stvari, nas mediji pa vladajoči še vedno prepričujejo, da je bilo teh 880 600 evrov za prihod cenjenih Michelinovih ocenjevalcev dobra naložba. Češ da bodo ti visoki gostje pri nas zapravili ogromno denarja in s tem prispevali k ne vem čemu.
Raje bi mogli imeti bogatunske turiste z dragimi avtomobili, da bodo lahko ti lastniki finih restavracij še naprej bogateli, izkoriščali delavce pa utajali davke. Zdaj, če izračunamo recimo 7 evrov, če rečemo, je malica v menzi, pa če to delimo s tem, koliko je Slovenija plačala Michelinu, da je prišel sem, dobimo 125.800 delavskih malic. Tako, za primerjavo, no. Ampak pustimo to. Če se še vrnem malo na to oglaševanje trajnosti in trajnosti kot merilo, ne, za Michelinke, ker to je zdaj blazno moderno. Kaj je bil glavni razlog za nastanek Michelinovega vodnika? To je podjetje, ne, ki proizvaja pnevmatike prvotno, gume po domače. In motiv je bil predvsem spodbuditi ljudi, da bi se vozili z avtomobilom na daljše razdalje in bi se jim prej obrabile gume. Se pravi, spodbuditi prodajo gum. Ampak dobro, še dobro, da si lahko po dolgi vožnji z osebnim avtomobilom privoščimo en super duper trajnostni zrezek za 300 evrov. Odlično. Stanje je slabo. Naj gre za neko bolj visoko kulinariko ali pa neko delavsko menzo, osnovna razlika je le, komu strežeš. Ampak dobro, da ne bomo preveč abstraktni, pogovarjala sem se z dvema kuharjema. Borut Kolar je kuhar oziroma vodja kuhinje v vrtcu Beltinci, in pa Amadej Lebič je pa mlad kuhar, ki razmišlja o tem, da bi zapustil gostinstvo. Kuhal pa je v bolj, visoki kulinariki, če lahko tako rečem. Najprej prisluhnimo pogovoru z Amadejem, potem pa z Borutom. Amadej, zdravo, hvala, da si se odzval vabilu Rdeče pese. Zdaj, ti si izkušen kuhar, delal si tudi v tako imenovani visoki kulinariki, ampak si bil nedavno odpuščen. Lahko mogoče našim poslušalcem malo več poveš o tem, kje si delal, kako je prišlo do te prekinitve sodelovanja, če se lahko izrazim v tem, jeziku šefov. Ja, zdravo tudi tebe, ne, hvala za povabilo. Zdaj, izkušen kuhar, to bi lahko debatirali, ne, se vseeno pač se vsi učimo, ne, zdaj neke izkušnje, ja, mogoče. Večino sem delal, ja, pri neki, veganski restavraciji, no. Imam izkušnje tudi z nekim cateringom pa tako, kjer je bilo več vrst, ni bila samo veganska prehrana, no. Zdaj, zakaj je pa prišlo do same zaključitve te, pogodbe, pa je v bistvu bilo neko konstantno spreminjanje, delovnih okoliščin. V bistvu prvič, zakaj sem prišel tja delat, potem na koncu končal sem čisto nekje drugje, v bistvu, kar sem sploh želel delati, ne. Pa tudi tisti neki pritisk v gostinstvu, ne, ko je itak že znan, ne, vsem 5 let vseeno ni tako malo, ne, glede na to, da sem star zdaj 25, da sem delal za eno neko tako, podjetje v bistvu, ne, bi lahko rekel, zaradi tega, ker je podjetje, ker se ne ukvarja samo z gostinstvom, ne, tako večino gostinstev, ne, ker se ne ukvarja samo z gostinstvom, ampak ima še neki backstory zadaj, da lahko vlečejo to neko kvazi, krinko gostinstva, ne. Ampak ja. Kako si bil zaposlen? Si bil za nedoločen čas zaposlen? V bistvu sem bil zaposlen na nedoločen čas, ja. Prvih par let za določen čas, 1 leto s podaljšanjem, potem pa zdaj zadnji 2 leti pa za nedoločen čas, ja. V bistvu je bilo to tako ful, zanimiva zadeva potem na koncu, ker sem v bistvu jaz želel iti, in je bilo v bistvu neko tako, oni so želeli, da jaz grem, jaz sem si želel, da jaz grem. Jaz nisem hotel dati odpovedi zaradi tega, ker nisem hotel brez vsega ostati, ne, mislim, v bistvu si daš odpoved in ne moreš iti na zavod, ne dobiš nič od zavoda, ne dobiš socialne, nisi preskrbljen, ne. Tako da smo pol nekako skupaj našli neko tako rešitev, no, da so me potem oni odpustili, ne, da sem lahko potem se tudi na zavod prijavil, da sem dobil to odpravnino 3 mesece, ne. Ampak je, da je priti do tega, pa je bilo tudi malo zgodba za sebe. Zdaj, koliko ur na teden si pa recimo delal? Omenjal si nadure, ne, vikende, praznike si imel proste, si delal? Vikend v bistvu sem imel tudi srečo, da je veganska kuhinja, ki naj bi kao bila bolj ljudem prijazna, bolj zaposlenim prijazna, ne, da smo imeli te vikende ajde fraj, praznike fraj,
delali pa smo v bistvu, tako kot je problem z kadrom, ne, v gostinstvu, je tudi pri nas bil in to pač itak prenese potem, da pač nastradati ena ali pa dve osebi, ne, da preneseš pač tiste ure not, da lahko pač normalno funkcionira podjetje ali lokal ali karkoli. Pa je bilo tudi že, ne vem, na mesec 230, 240 ur, ne. Ja, to ravno, ne. Pravijo, da je manko kadra v gostinstvu, ne. Mislim, pravijo, jasno je, da je manko kadra v gostinstvu, zdaj si omenil že, kako je to vplivalo tudi na tebe kot na zaposlenega kuharja. Kaj pa, zakaj po tvojem je prišlo do manka kadra v gostinstvu? Kaj ti misliš? Ker recimo en primer, ne, jaz sem tudi šel potem naprej na višjo šolo, ne, gostinstvo, turizem študirati, ne. In zdaj, ko sem malo pogovarjal s temi kolegi, ko smo končali pač te višje študije, pa da mogoče od 20, če 2 mogoče delata v gostinstvu, ne, ostali vsi delajo v neki drugi panogi, ne, ali polagajo ploščice, ali delajo v gradbeništvu, ali sploh ne delajo, ker mi je se zamedlo tako fejst, ne. V bistvu je po moje to, ker je izgubilo neko vrednost, neko vrednoto samo gostinstvo, ne, ker je taka panoga, ko se v bistvu najbolj povpraševanja po delavcih samih, ne, najbolj razširjeno gostilne itak v Sloveniji, ne, Balkan. Vsaka druga hiša je neka gostilna ali pa nekaj, ne. Tudi recimo študenti najbolj se pač najdejo, nekako greš pač najde prvi ših itak gostinsko skoraj vsakemu. In potem tisti recimo, ko bi dejansko se radi tako kot jaz, ne, ko sem mislil, okej, mi je dejansko fajn kuhati, pa bi se rad zaposlil, pa pol nimaš možnosti, ne, ker bi itak vsakrat vzel nekega študenta, ko ga lahko po domače malo bolj izkoristi, ne, ker nimaš nekih pravic kot študent sam, ne, kot delavec. In je pač izgubilo totalno pač vrednost, ne, pač sam gostinec, kuhar, kakorkoli in ne vem, greš rajši nekam drugam, ne, ampak tudi če greš drugam v drugo državo, ne vem, na sever, na jugu je itak še slabše, na Hrvaškem, zdaj, ko sem nekaj bil, sem gledal za neke službe, je itak še slabše, na severu pa itak, mislim, tudi isti direktno na koncu. Tako da v bistvu to, no, razvrednotenje pač sam poklic, ne. Koliko so potem tebe upoštevali in recimo pri pripravi menijev ali pa nekih takih, si imel tu svojo avtonomijo ali so se hodili zraven? Mislim, jaz sem imel pač svobodo, ne, ampak spet pa je tudi pol tisto, delaj, kar hočeš, naredi, kar hočeš, samo če pa ne bo tega, pa tega, pa tega, pol lahko pozabiš na šik, lahko pozabiš na plačo, recimo, ne. Kar pa pol spet tisto ni svoboda, ne, kar bi ti mogoče rad ustvarjal, ne. Ker če imaš ti neke pogoje, kako mora biti na videz, mislim, take skrite, je pol ni glih svobodno ustvarjati. Ampak ja, imel sem možnost, ne, delati, ampak mislim, da kot kuhar sem se tako najbolj lahko razvil, ne, da sem imel pač to neko svobodo pri kreiranju samih menijev, ne. Da nisem imel tisto, da sem mogel pa na nekem papirju delati, to mi je bilo recimo še najboljše tudi pri tem jobu. Kaj pa recimo pol službe, ne? Ko si prišel, prej si govoril o, ne vem, 260 urnih mislim, o 260 urnih delovnikih, ne, na mesec. Si imel pol še dovolj časa za neke prostočasne aktivnosti? Ali si rabil, ne vem, če si prišel iz službe, si bil samo tako, okej, jaz grem samo spat? Mislim, tudi prosti čas je v bistvu bil tako na začetku, ko sem jaz tudi začel delati prek študenta in to je bilo tako, da sem jaz res ful rad tam delal, ne, jaz sem bil res mi je bilo fajn, mlajši sem še, vegan sem glih takrat začel postajati, pač rastlinsko se prehranjevati, mene je bilo to končno lahko kuham, nisem imel izkušenj. Imel sem čas delati z enim ful dobrim kuharjem, ko me je v bistvu vrgel v kuhinjo, je rekel, na, znajdi se na večji gužvi. Je bilo res fajn, in pol je on šel, prišel je drugi vodja in to je bilo tako, da če sem jaz vedel, da ko jaz delam tistih svojih 8-9 ur, ne, da če pogrem domov, sem še čisto v centru živel, ker je lokal bil čisto v centru, zraven Čopove in s tem sem živel na Ježanki, ne, to je 10 minut peš. In jaz sem šel domov po šihtu, sem se stoširal, sem se malo najedel, mogoče še malo vlegel za pol ure, pa sem šel nazaj, ne, ampak nisem šel nazaj delati, ampak sem šel nazaj sedeti, pa ne vem, kaj spiti recimo, to je bila moja dobra volja, ne, zaradi tega, ker sem rad to delal, ne. In to je izgledalo tako, da jaz sem prišel tja nazaj in tako sem vedel, da bom mogel pač priti nazaj delati, da bo lahko sploh potekalo normalno, potem pa, ko je več to ni bila moja dobra volja, ko pa sem mogel ostati tako dolgo, pa itak, mislim, kaj ti pa pol ostane, prideš domov. Jaz sem še imel tako situacijo, da sem imel pritisk iz same dveh vodij, jaz sem prišel domov, da so bili konstantni klici, ne, to ne vem, si do večera sam čakaš, da te bo kdo poklical, kako bo jutri pol, pa bo prišel vodja na šiht, ali ne bo prišel, če boš ti normalno delal, v bistvu nisi sam 9 ali pa 12 ur, ampak si pač 24 ur, ne, si pač not v tem, ne. Mogoče ne fizično, ampak pač psihično, ne, si ujet noter v to, tako da v bistvu ne delaš nič, no, kaj, v bistvu nič kaj pametnega za sebe. Saj to se mi zdi, da se v gostinstvu ful pričakuje, da boš ti pač živel za to službo. Pa dobro, saj verjetno
Tudi, no, ampak Ja, mislim, saj se ne samo tukaj, ne, saj se vse posod, ne. Ampak tukaj se še mi zdi malo bolj, ne, da se tisto meni se zdi, da so pogoji dela v gostinstvu bili tako dolgo slabi, da je že malo postalo to tudi del identitete vsakega, ki ostane v gostinstvu. Pač češ, okej, mi smo ful ponosni, da to res garamo. ja, zato, ker ti je vcepeno dol, ne, ker ti je vcepeno. Saj meni je tudi bilo, ne, pa tisto, ko slišiš recimo neki komentar, ne, kao od vodje, ja, pa je rekel direktor, ne, ti si ful požrtvovalen, ne, to ful cenimo, ne, tvoja požrtvovalnost, tvojo predanost, ne, pa ti je, tisti en dan, ki je kul, ne, pa razmišljaš, pa da, no, mislim, kaj mi zdaj te besede pomenijo, da požrtvovalnost, saj vem, da sem neka pa plača, kdo bi mi plačal recimo en račun za tisto, pa bi bilo tu recimo, daj mi tudi to požrtvovalnost, recimo naj bo neka nagrada, ne vem, 50 evrov, pa 100 evrov gor pri plači, ne, besede, ne, z besedami te neka manipulacija, taka delovna, ko te pol priklene, v bistvu, ne, mene tudi, ne, jaz sem 5 let, pa mi sploh več ni bilo, ne vem, zadnji 2 leti, 1 leto, pa se mi je zagablo čisto kuhanje zdaj, pa se mi ne da, mislim, saj mi je fajn kuhati, ne vem, tisto doma skuhati za nekega kolega, ko cenijo, ne. Kljub temu, da si tega ni želel, je zadnje leto postal vodja, natakar in kuhar hkrati, kar je vodilo v hudo preobremenjenost. Dela ni več mogel opraviti tako kvalitetno, ampak ga je opravil samo zato, da je bilo narejeno. Ni več užival pri tem, kar je delal. Še sem bil sam v lokalu. Jaz sem 1 leto delal čisto sam, pač v celem lokalu, ne. V bistvu sem delal od 6, ob 6 sem prišel, to nekaj, pa sem delal do 5, 6 to nekaj, ne. Vsak dan, mislim, od ponedeljka do petka, ne. Zato je bilo pol šihta še, je bilo to itak vse, ne vem, jaz sem še ponavadi ob petkih pol, če je kaj ostalo, sem še šel pa brez to hrano podelil, ne, okrog, če je kaj tega ostalo, čeprav to nisem povedal, ne, pa ne bi smel delati, ne. Ampak je drugače najboljše, ko pa stran reči, čeprav bi zdaj moj zadnji vodja se ne bi strinjal, ne, vseeno moraš prodati, ne, moraš probati prodati, moramo probati zaslužiti, ne. Če je tak mali košček solate, se ga bomo zvabili pa prodali, ne, ker vseeno kapitalizem, ne. Ampak sicer odnosi s sodelavci, ko si jih imel, kako ste se razumeli, ste si pomagali med sabo ali ste bili pogosto v konfliktu? Ne, so konflikti itak vsepovsod, ker to je v bistvu drugi dom, ne, neka druga družina, ne, ko z njimi 8 ur, 9 ur na dan. Z osebami, s katerimi je bil v istem položaju, se je razumel, z nadrejenim pa manj. Tudi gledam v drugih gostilnah, ne, je tako neko, ne vem, ni zaradi pomanjkanja kadrov, ne. Ker se proba vseeno odpraviti, ne, tebe bomo zaposlili še kot čistilko zraven, pa tam še boš malo one papirje uredila, ne, pa malo boš, kaj še vem, kaj v trgovino šla, pa mogoče pesa peljala še na sprehod mojega, če bo cajt, pa tako, ne, v bistvu si tako neka deklica za vse, ne, te probajo porabiti, ne, za čim manj denarja, ne, zato pa se tudi vidi, da že dela, to je tu pred nas še ne mogoče tako, ampak je na Hrvaškem, pa to ne, pa že gledaš v kuhinji, recimo delajo samo neki, mislim, pa zaposlijo večinoma samo migrante, ne, za neke nizke plače, da jih lahko izkoristijo, spredaj za šankom itak delajo domačini, ne, pri nas pa tudi je že vedno bolj tako, ne, da prihajajo Bosanci sem, ne, in itak pač rajši njih izkoristijo za neki manjši denar, ne, na žalost, in tudi to pač potem, ne, nekako mislim uničuje, ne, ampak Ja, so oni vajeni nizkih plač in jim je pol to kao, ne. in bolj ti težko, ne, dobiš tudi z nekim znanjem, ne, tudi če oni pridejo z znanjem, ne, saj imajo oni tudi znanje, ne, ko pridejo sem k nam, ne, ampak so oni navajeni na čisto druge neke plače, ne, kot pa mi recimo tu, ne, in potem, ja, težka situacija, mislim, v bistvu, ne, pa saj ne samo v tej panogi, ne, gostinstvu, pa to ne, saj drugod je tudi tako, ne. Kaj pa recimo uvajalno obdobje, ne, če se spomniš, rekel si, pri 20 letih si začel, koliko časa so ti dali, da si se naučil? Ja, to je, to je pri meni izgledalo tako, da jaz sem prišel tja kao na prakso, in sem rekel, mislim, da imam neke izkušnje s kuhanjem, tako, v bistvu naj grem v veganski restavraciji, pa to, pa rekel, on pa je v bistvu moj prvi vodja, je pa bil res, mislim, dober kuhar, ne, ker poznan kuhar, in mi je rekel, glej, ti zdaj ide tu dol v kuhinjo, tu je to, tu je predal, tu je štedilnik, to se tako prižge, jaz bom zgoraj na računalniku, če boš kaj rabil, povej, jaz sem ostal tam sam, restavracija se nafilala, 30 folka, naročila, jaz nisem vedel kaj, v bistvu po domače povedano zaplavo, se lahko tako izrazim, ampak mi je bilo to v bistvu najbolj fajn stvar, ker sem tudi jaz pol delal z drugimi, ko so prišli, ko sem bil kao vodja, ne, k meni na uvajanje in pač isto naredil, ne, ker se mi zdi tako najbolj znajdeš, ne, itak, da daš svojo roko, pa pač pomoč, ne, če jo rabi, ampak da ni tisto, ne, pač ja, to je to in pol to, ker pa, kar sem jaz tudi opazil, ne, pri teh osebah, ki so pol iskale pri meni zaposlitev, ne, da pa pač vsi znam to, znam ono, znam tisto in pol v bistvu se naslanja na to, ne, na čim daljši neki rok, ne, da boš pač ti tam z njimi, ampak ne gre vedno tako, ne. Kar pa je tudi slaba plat, ne, tega, da pač hočejo vsi, da čim prej začneš, da čim prej se uvedeš, ne, ampak mislim, da sem imel 1 mesec nekaj takega, sem se uvajal.
Ampak ni bilo tisto uvajanje, da bi prikazali tako vsak dan, ne, kako se nareže to, kako je tisto, kako je ono. Ampak plačano, zdaj glede plačila, ker vem, da je tudi problem, ne, glede tega uvajanja, pa ne vem, kako je bilo pri meni, to pa se ne spomnim, na žalost. Ne. Ampak vem, da večinokrat sploh pogodbe ne dajo, ne, sploh pogodbe ne dajo še do takrat in na črno, najprej prideš nekaj probat, pa te opustijo, ne. Vse to je praksa, to ful prakticira, ne, vse to je tudi pri nas prakticirano vodja, recimo. Da je proba čim več ljudi obrniti, ne, kao na probno, nimaš pogodbe, nič, in 2 tedna ono, pa se obrača folk, ne, vzameš 2 tedna enega, 2 tedna drugega, ne plačaš nobenega, pa nekaj minimalno, ne, tako se dela. Zastonj. Ja, to sem jaz mislil, ko je tisto hočeš, kao vsi govorijo, ja, da je neka trdna ekipa, ne, ker to more biti, ne moreš ti furati neke gostinske zgodbe, ne, z ekipo, ko se ti menja na vsaka 2 tedna, ne. Vsi tisto govorijo, ja, neko ekipo, da zgradimo trdno, ne, da bo povezani, pol pa menjuješ na 2 tedna neke delavce, ne. To je meni hecno v bistvu, da res ne dajo niti priložnosti dostikrat, da bi se nekdo uvedel. Pač mogoče, če bi nekomu dal samo malo več časa pa pozornosti, da bi se pa pol lahko ful vredno naučil. Saj to pa je glih problem, ne, jaz recimo, ne, kako sem imel istega mnenja, ne, ampak to je glih pomanjkanje kadra, ne, pač krivo, da ne moreš dati priložnosti, ne, nekoga tako dolgo uvesti, ne. Zaradi tega, ker jaz, ko sem bil sam, ne, isto, glej, jaz bi dal 2 meseca, 3,5 leta, udari se očima, ne, kako jaz sam ne morem dati, glej, 1 teden max, jaz sem sam, jaz ne morem tu s tabo pač hoditi gor pa dol, ne, če bi pa bil kader, pa da imaš kadra dovolj, pa itak, da se lahko to dogaja, ne, da se lahko ti normalno nekoga vede, samo pač tega ni, ne. In zaradi tega se to ne more zgoditi, pač na žalost. Točno to, ja. Ena stvar še, zdaj ko smo že ravno pri tem pomanjkanju kadra in vsem tem, če je v gostinstvu enostavno vzeti bolniško. Ja, ne, to če ti tudi pol nove fali, se gre delat, ne, to ni, to za njih že malo neki flajster prodaš pa je to. Ne, mislim, glede bolniške je spet tisto, ne, ko ti vcepijo not, ne, da si v bistvu ti ful nek pomemben člen, ne, da brez tebe se ne more, da zdaj, če ti greš, to ne bo več funkcioniralo naprej, ne, mene je v bistvu bilo strah vzeti bolniško, ne, jaz sem bil doma, sem prav Urške, veš, da ne vem, če bi kaj bi povedal, zakaj naredim, ne, pa se pa logično, da boš pač na bolniško, ne, se ti pripada, mislim, kaj boš, ampak ti je strah, v bistvu te je strah pač vprašati, ne, ker ne veš, kaj boš, ne, ampak v bistvu ne rabiš vprašati, se kaj boš vprašal. Je to, da se ti sploh sprašuješ, kaj bi zdaj vprašal, če grem na bolniško, je pač žalost, ne, da se sprašuješ, če sploh vprašaš, da jaz bom zdaj delojemalca vprašal, kaj grem na bolniško, mislim, halo, mislim, bolniško je, bolonci, pripada ti. Vprašal zdravnika, če. Ja, vprašaj zdravnika, ne pa pač, ja, ampak prvo boš vprašal delojemalca, ne, če lahko greš pol pa komaj zdravnika, ne. Ja. Kaj pa dopust? Ja, mislim, dopust, mislim, pri tej firmi je bilo kar poskrbljeno, no, čeprav si mogel pač se nekako prilagajati, ne, zdaj, jaz vem, da sem, ko sem bil prvo kot študent itak, da pač lahko rečeš, kadarkoli boš šel, ne, vem, da sem tisto eno poletje, sem rekel, glej, me zdaj ne bo 1 mesec in nisem še takrat glih nekaj razmišljal fejst, tako o tem, kakva situacija bo tam in oni so pol ostali 3 in oni so delali po cele dneve tudi, ne, zato ker je pač en noben mogel iti na dopust, ne, in to je tudi pomanjkanje kadra, ne, če ni kadra, pač ni dopusta, ne, nekako gostinstvo, ne, pač, mislim, težko si ga vzameš, ne, na žalost. Rekel si, da si začel kot študent, je drugače bilo, je dosti tvojih sodelavcev tudi bilo študentov, mislim, se potem tudi dosti študentov najemali, ali pa je bil mogoče kak migrant? Ne, mislim, jaz sem bil prvi študent, ne, jaz sem bil prvi edini študent pol tam. Pol nekaj vmes je bilo, ampak smo vseeno bolj stremeli k temu, da imamo nekaj redno zaposlene, ne, kot pa študenta, ne. Ker vseeno študent neke fiksnosti od študenta, mislim, tako ne, slišiš se, da grdo, ne, pač nimaš, ne, lahko zdaj zjutraj na danes pač nekoga ni, ne, in je malo težko, pač nekako potem planirati celo delo pa to, ampak smo jih imeli par vmes, ja, mislim, študentov. Imeli smo tudi, mislim, da par ena Sanka, mislim, da je tudi delala pa to, pa tako, mislim, ful raznoliko, no. Ja, ste imeli tudi recimo kake migrante ali pa kaj takega, ali ne? Ja. Kaj misliš, da so kake razlike v pogojih dela recimo v teh bolj fancy restavracijah, visoki kulinariki, kakorkoli rečeš, ali recimo, če primerjaš razmere, ne vem, v menzah ali pa nekih bolj široko dostopnih restavracijah? Mislim, pogoji zdaj glih ne, zdaj če mogoče gledaš neke organizacije dela, ne, v neki menzi mogoče, ne, ali pa v kakem pajzlu, ne, neki gostilni vaški, je mogoče malo blažje kot zaradi stresa, pa to je mogoče bolj lagodno, pa ljudje pa to bolj sproščeni, ne, ampak je mogoče sama organizacija dela malo slabša, ne, pa stresna, v tej malo višjih kulinarikah, pa to pa je v bistvu glih mogoče organizacija dela malo boljša, ne, zdaj, če govorimo o nekih Michelinovih restavracijah, pa sam stres kot pritisk, ne, pač kako delo samo opravljaš, pa je toliko bolj stresen, da v bistvu tako povozi vse ostalo, pa je nekako ravnovesje po mojem, ne.
ker ko poslušam kolege iz gostinstva, je v bistvu vse posod isti šmorn, ne, zdaj ni neke razlike, ne, zdaj zvezdica, ne zvezdica, ne, je konc dneva je vsi isto delaš nadure, isto ne moreš na bolniško, isto se izkorišča delavce, isto je premalo kadra, mogoče v teh malo višjih, malo bolj znanih gostilnah, mogoče ajde, imajo neki kader, ne, malo več kadrov, ampak vseeno, ne, so pa druge zadeve, ko so iste kot pa drugod. Kaj pa plače? Misliš, da so enake? Pa plače, ne, v bistvu zdaj, ne vem, zato se je začelo zdaj med korono tudi, ne, kao, ne, da ti priklopiš iz redne pogodbe, kao, da greš pol na SP, ne, to se recimo zdaj ful dogaja, ne, da je ful išče, tudi mene je bilo to predlagano, da bi naj prek SP-ja se zaposlil, ne, ker je boljše za podjetje, ne pa za mene mogoče. Ampak zdaj glede plače, ja, ajde, imajo verjetno malo višje plače, ne, samo delajo pa tudi toliko več, ne. Delajo tudi oni, ne vem, v ta bar ali pa kaka restavracija v Ljubljani, ne, to pa že, da se dela, ne vem, po 14 ur, ne, tudi, ne, na dan, ne vem, 13 ur, ne. Čakaj, omenil si, kdaj ti je bilo ponujeno, da bi delal kot espe pri tej službi zdaj? Ali na To je zadnji, no, zdaj, ko sem imel, ja. Aha, Je bilo glih po koroni, ko smo začeli delati nazaj, je bilo tisto govora, ne, ful kao, da greš na SP, da se bolj splača SP, pa to kao, ne vem, kaj je bilo takrat zaradi nekih dodatkov ali česa, nisem se takrat odločil za to, ne, hvala bogu. A ni bilo pol težav, ko si rekel, da bi za nedoločen čas? Mislim, je bilo malo tisto najgrožje, pa to baja, bomo pa poiskali nekega prek SP-ja, mi iščemo SP, ampak ja, na koncu je samo pri tem ostalo, ne, pa poskusom manipulacije, da bi se jaz preobrnil, ne, pa mogoče se vseeno odločil za to boljšo obliko zaposlitve, ne. Pa še, ne vem, zdaj, ko so začeli ponujati recimo pri nas tudi, ne, koliko pa bi imel pol recimo, ne, prek SP-ja, ne, če bi, ja, pa kakih 10-11 evrov na uro, ne, samo pol pa če ti računaj 10-11 evrov na uro, to ni nič, ne, v bistvu, ne, to je pol kaj dobiš, ti vem, tistih 5 evrov, 6 evrov mogoče, ne, ali koliko se ne vem. Je pol davke plus tega dopusta ni, mislim, dopust. Plus tega dopusta nimaš, plus tega, da imaš ti več enega dela, ne, da se samo urejaš, ne, da si pišeš računovodstvo, ne, da ti knjižijo vse, dobrobit delojemalca, ne, da bo na boljšem. Kaj pa ste bili slučajno kdaj v vašem kolektivu delavsko organizirani, recimo, da bi se včlanili v kak sindikat, ali pa če ste se družili, ali pa ne vem, skupaj jamrali, da bi mogoče kaj hoteli spremeniti, je bilo kaj takega? Ja, to je tudi, ne, ful, ne, vsi se pritožujejo, ne, pri nas je bilo isto, ne, vse to, ampak da bi pa dejansko nekdo se kaj zbunil, pa kar da je bil, ne, pa nič ni, ne, mogoče, če bi se, ne, bi se lahko tam premaknilo, vse skupaj, ne, pri nas, da gledamo na našo situacijo, ne, ampak se noben ni, ne, vsak se buni, pa si tiho na koncu, ne, naredi pa noben nič, ne, ne. Veš, slučajno, Tako je bilo pri nas, no. sindikat deluje sploh na področju gostinstva, se mogoče prvo kdaj včlanil? Nisem v bistvu nič, no, ampak mislim, ja, nisem pa nikoli dejansko gledal, no. Ja, no, sindikat gostinstva in turizma, GIT je. Kaki odnos ste pa imeli z dostavljalci Wolta, Bilva? Ste imeli sploh Wolt dostavo? Zdaj z samimi dostavljalci itak dober odnos, ne, ampak sam koncept, ne, recimo Wolta pa Globota pa itak ni glih dobičkonos, mislim, samim dostavljalcem, pa niti samim restavracijam, ne. Tako da odnos z dostavljalci itak, da imaš dober, ne, ker so pač isto kot mi, na istem položaju kot mi, ne, v isti situaciji kot mi, ampak s samim sistemom Wolt pa to pa je kak je, ne, ni glih najboljši. Zdravo, hvala najprej, da si se odzval v vabilo Rdeče pese. Najprej povej, si kuhar v vrtcu Beltinci. Zakaj raje delaš v vrtcu, kot pa recimo v kaki bolj fancy restavraciji? Lep pozdravljeni. Kako ti naj povem, bolj fancy restavraciji delati to zahteva od človeka, da premišljuje 24 oziroma misli 24 ur na dan, ali samo v kuhanju. In na ta služba mi dejansko mogoče, ko se lahko ukvarjam tudi z drugimi dejavnostmi, pa tudi dopust ni problem dobiti, če se pač odločim za kakšno potovanje ali kaj takšnega. To so pač pozitivne plati te službe, zato ker je pač vemo, kako poteka šolsko leto, ne, od septembra do konca junija in potem imamo 2 meseca bolj tak, ja, je tudi in delo, ne, delamo pač, polovica ekipe je na dopustu, polovica ekipe dela, ampak ni tako te hudo, ne. Je lažje, ne? Drugače si niti ne morem predstavljati, zato to nisem tip za fancy kuhinje, ker da to pač vidim, ka tudi je marsikaj vzrok tome tudi, ka ljudje malo, kako bi rekel, malo prej vidijo samo fancy kuhinje dejansko, pa ne vem,
v osnovi velja zlato pravilo, ne, dober kuhar je tisti, ki zna z preproste sestavine nekaj dobro napraviti, ne pa za pljučne pečenke nekaj slabega narediti, te moraš biti res kreten, ne. Zahteva pa pri našem delu so pa tudi že vsako leto višje, ne, moramo pač slediti določenim standardom in potrebam in tako je samo problem v tom, ko pač večjo količino kuhaš in ne delaš a la carte, ne, in to je samo razlika. Drug način dela. Razumem, ja. Si kdaj delal v kaki restavraciji ali pa v kaki drugi branži ali si od nekdaj že kuhar? Ne, kot pripravnik sem delal v zdravilišču, to je pripravništvo. Med šolo smo imeli prakso, sem hodil prvo za izvrstnice, te pa 2 leti v Moravske Toplice. Spoznam malo tisto tehniko dela z gostmi, pa 3 menujami, pa pač 3 obrokami na dan, malo drug sistem, ne. V vojski smo me tudi kuhinjo porinili po 3 mesecih, te pa pač v vojski sem pa dobil zaposlitev v vrtcu, sem mislil, kar je začasno, ne. Kaj so pa po tvojem neke negativne plati dela v vrtcu ali pa v recimo javnih menzah? Plača je katastrofa, to vemo že od 2008 leta. So nas dejansko opravili kao zaposlene drugega razreda. S temi osnovnimi razredami, to je, ne samo kuharji, čistilke so še tako pa hišniki, ne. To je res problem, potem te normativi. Normativi izračunani tako, celo da kdo manjka zaradi bolniške, pa to včasih treba redno pritisniti. In to zna biti problem. Kaj pa meni najbolj osebno moti, ne, dostakrat so marsikateri zadevi, ne, te niti ne vprašajo za mnenje, oziroma kaj pa bi ti povedal, glede to ali na to, ali ne. Jaz pač imam srečo, trenutno, ko imam zelo v redu ravnateljico, ko se da z njo vse zmeniti in posluša, pride po nasvet in se sprejmejo kompromisi, ne. Nažalost, marsikateri ljudje nimajo te sreče, oziroma to je stvar, kako uspešno znaš komunicirati z ljudmi, ne. Imam pa pač, poznam te krog ljudi, tu en kolega dela v šoli, je vodja kuhinje, moj sošolec dela na 3. šoli v Murski Soboti kot vodja kuhinje in po pogovorih, ko se tako mi pogovarjamo med sabo, opažamo, ko imamo vsi iste probleme, ne. Probleme kot prvo plače, kot drugo delovni pogoji, ker je več ne dosegajo te standardov, ker bi hoteli, kaj dosegamo, direktiva pride z ministrstva, kaj treba popraviti to, se pa ne vpraša, kakšni so pa delovni pogoji. Ne, celo če je problem, ko se ne vlaga dosti v modernizacijo oziroma v prenovo celotne zadeve, oziroma če se opravi po liniji najugodnejšega ponudnika in na koncu je ne to, ti še dejansko zakomplicira delo oziroma nekaj bi ti olajšalo. Tu vidim, so nas preveč malo tako izločile. Imam srečo zdaj, ker z mojo ravnateljico je to malo drugače, ne, ko smo zdaj v rokih 2 let malo uspeli nekaj modernizirati kuhinjo, če povem na primer, zdaj kot vodja kuhinje sem nastopil pred 1 letom pa pol, ne, oziroma 2 letoma. In v tom času smo pač na tom končno uspeli zamenjati pomivalni stroj, ker je bil iz leta 1997. In je predstavljal problem velike fizične obremenitve, ne, za sodelavke, ne, in je pač ne standardni, ko porineš, ampak ko zdiguješ ven pa noter, ne. Ampak to je bil proces 1 leto, ne, ko je pač ravnateljica osebno šla 3-krat na občino javiti. Največji problem zdaj trenutno predstavljajo pa nam te diete, za katere niti ne dobimo obračuna časovne mislim, koliko časa ima na razpolago, ko pač zakon je spet tako nastavljen, ko bi moral imeti minimalno 20 diet, ko bi se lahko zaposlil kuhar samo za dietno kuhinjo, ne, in to nikoli ne dosežeš, ko tu nekje meja 14, 15, ne, ampak realnost je pa taka, tega čluže več, ampak ne je krivo toliko, ga opažamo, koliko so problemi in ko so ljudje, kot mi po prekmursko pravimo, prebrani postali, ne. Preveč imajo izbirov in si preveč stvari izbirajo, ko on bi jedel krompirjevo solato brez kisa. Pa čakaj, ti masovno imaš, ne, za pripravljati zadeve, je kot zdaj nam, če se ta stvar pripravlja naprej, tebi ne kisa, tebi ne olja, tebi ne obogovne. To so takšne včasih banalnosti, da imaš s staršimi komunikacijo, resen so bolani otroci, ne, in to je mogoče od 10 otrok so 3 takšni, ki so potrebni, primerne prehrane, prilagodljive prehrane in je to postopek, ker je moraš v sklopu korak z staršami iti, ne, in to vklop. Ampak tem tu vidimo, ker starš ima interes, mislim, resen otrok potrebuje to dieto,
sodeluje s tabo, pride do tebe, ti pove, ti svetuje, ti pomaga, če kaj, ti pove tako, če kaj ni bilo v redu, ali če kaj je bilo v redu, ali kaj, ne. In to je največje, ne, najbolj pomembna komunikacija. Bremenitve so čeduše bolj glede tega večje, zato ker zdaj zadnje čase v roki enega leta je porast diet, imamo pa vse največje probleme, ne, uskladiti te zadeve, narediti primerno alternativo, najti to včasih premišljujem v noč, ne, in kaj za ne otroki dan, če ima na celo nedeljo celotno asortiman alergij, ne, čas pomalo, kakšno mleko primerno alternativo, ne. In prav, na primer, glede to, ampak seminari, ker je nam to bi naj nudili, ko bi se izobraževali, to so vse teorije, to je samo teorije. Ali pa pride nekši fancy kuhar, ti tam stvari malo tako na brzino predstavi, pa ga vprašaš, dobro, ti pa ima človeka, otroka, ker ima alergijo na to, kaj pa nam je daj dan za alternativo, pa ti ne ve. Največji problem, ko opažam, zakaj je to tako, ne, z sodelavcem so bila lani na enem posveti za vrtce in šole, so imeli v Ljubljani na gospodarstvu razstavišči, ne. Pač nekši protokol, enkrat na leto to poteka, ne, in te se spomnim, ko sem že enkrat bil na to, ne, pred letami, ko vse lepo pa vse fajn govori, kako bi moglo biti, pa tako naprej. In te pa na oder stopi predstavnica z gospodarske zbornice, neka gospa, imela predstavitev na ekranu, pa še to v angleščini, prvo me je to zmotilo, ne, pa čakamo, ne, pa v Sloveniji smo, tu znam, ko se zahteva za vsakega študenta, ko mora imeti pač primerno v slovenskem jeziku se naredi. In začel tam nekaj stvari napisati in tem je kapno. Ne morejo se stvari spremeniti, ko bi se nam plače izboljšale, pa delovni pogoj, zato, če ima tu dejansko že gospodarska zbornica vpliv v na primer ministrstvo za šolstvo, za pritočne zadeve, kako, ko sploh nima interesa, da bi se stvari izboljšale. Zato, potem še lahko standardno zaposluje ljudi z nižjo izobrazbo, ker bi bili pripravljeni delati vse, oziroma pač koliko so zmožni, ne, ampak se je pa situacija zdaj po koroni fejst spremenila, ne, zato ker gostinske šole so prazne, ne. V 90 letih, da sem začel hoditi na gostinsko šolo, je bilo 5 razredov. 3 kuharji polni, pa 2 natakarji, ne. Zdaj niti en razred ne napolni. Prvo, slabe delovne pogoje, pa plača, ne. Na primer, kaj mi imamo dobre delovne, mislim, časovno, to, ko imaš delo pač od 7 do 3, je okej delovnik, ne. Imam kolege, ki delajo po gostinskih lokalih, pa so pustili službo kot kuharji, ki raje delajo ali v Avstriji v mesariji ali pa v gradbeništvu, zato ker ne si dal lastnik v glavo stepste, ne mreš človek delati vse dni v tedne po 12, mislim 10-12 ur, brez možnosti vdihov, brez možnosti, ko bi si vzel dopust, non-stop neka gužva, neka potreba. To je bilo mogoče pred 5 letami, tako, ko so vlastniki lokalov govorili, gledati v grm brstnem, pa pač 5 kuharjev ven pride, ne. Ni problem zdaj, se pa marsikaj spremenil, ker nega kuharjev, ker ljudje zaradi takšnega stresa, ne, permanentnega, ko sem rekel, ne mreš funkcionirati normalno, če premišljuješ samo naslov. Da si rekel, Ja, povej. da se je spremenilo dosti, ne. Zdaj sem ravno imela izkušnjo, Ja, delala mislim, da sem delala tu v eni menzi, da bi naj podpisala pogodbo in on je mi rekel, okej, v redu, imaš 1200 neto, to je, ne vem, 1700 bruto plača, ne. Sem bila taka, ja, okej, v redu, pač nimam problema delati, pa fajn mi je bilo, nič, mislim, tudi oni so bili zelo zadovoljni. In zdaj bi mogla podpisati pogodbo in mi je dal gladko minimalno plačo na papir, pa je rekel, ostalo pa dobiš na roko. Jaz sem rekla, hvala lepa, ne. Ampak Ja, hočem povedati, tako se dela. čuješ, da bo boljše, ampak očitno jim še ni jasno, da mislim, Ja, nekih pa tako se dela, ne. pogojev ne, da niti do Ja, ne, pa tako delajo, ja. Vsi imajo minimalno plačo, ostalo cash, razliko od minimalne pa, na primer, zdaj ima tu, kar je izpod 1500 evrov nimajo plače, ne, ampak dejansko so na minimalno plačo, ostalo je samo v kuverti. To je dejansko praksa. Med, sodelujejo, se tule in gospodarska zbornica, znajo, kako se morajo slediti te stvari, ne. Ko tu da špila vloge človek, ampak profit. In to so te razne stvari, zakaj, na primer, ljudje zapuščajo določene panoge. In krive so pa dosta tudi te oddaje na televiziji, Masterchef pa ta stran, kako je rečen. Ker dejansko tu sede za čisti kapitalizem in za čisto tekmovanje. Ampak če ti delaš v kuhinji, sama si pravila, da si delala v menzi, ne moreš tekmovati med seboj, moraš sodelovati. Ne tako.
včasih je večja potreba tu, ne, ko je malo več dela, pa greš pomagati. Ali boš pa, ne vem, co je gledal, pa opazoval, kako plava? Ne. To, kar bi individualizem v kuharstvu, ja, kako pravijo, ne. So še te master šef oziroma mišelinke, ko imajo zvezdice, ima celo armado podkuharov, ki delajo za njega, pa samo on pride, pa tisto napravi, ne. In to je, ne vem, ne. Če vrnemo malo na tvojo službo, in sicer, če imaš, imaš sicer dovolj časa, da opraviš vse zadolžitve, ki jih imaš v teh 8 urah, ko si zaposlen, ali moraš zdaj tudi nadure delati? Glej, trenutno imamo prijavljenih 269 otrok. To je zdaj prvič po 15 letih, ko imamo izpod 300 otrok, imeli smo že do 320. Kuhinja je premajhna za takšne zadeve, ampak je prirejena zato, ker je centralna kuhinja, ne. Trenutno so zaposlena 2 kuharja, tu nas je 5, efektivno nas dela v kuhinji 4, od tega 3 poln delovni čas, ena pa pač samo 5 ur. Kot je povedal Borut, jim delo sicer uspe opraviti v 8 urah, je pa za gladek potek nujna dobra organizacija dela in skrbno načrtovanje jedilnikov. Nadur tako načeloma ni, razen v primeru, ko vrtec sodeluje pri pripravi kakšnih občinskih prireditev. Je pa pozneje v pogovoru omenil, da ker nima dovolj visoke plače, dela še popoldne 2 uri dnevno pri bratrancu v mesnici, kar mu potem omogoča, da si zasluži še recimo za kakšno potovanje na Irsko. Izpostavil je, da so v kuhinji sploh za normalen potek nujno pomembni dobri odnosi in sodelovanje. Ti moraš vodja kuhinje, ti moraš ljudi voditi, ne pa ukazovati samo pa jih ne vem, poniževati, češ in naredijo kako napako. Glej, to je največja napaka, kar lahko napraviš. In vprašati za nasvet. In največ pomembno je, ko posluša, če ti svetuje, če li pomoči za kuhinje, ne, ti svetuje, kaj pa, če bi probal to v tak, ne, ko, bo rekel, dobro, bom probal, ne, ajde, ne, pa se izkaže, ga vredi, pa je popališ, hvala ti, ne, za nasvet, glej, ne moreš vse znati. Zdaj že ima navado, ko se pač da sodelavki sedimo koli na kavi, ko imamo kakšne 15 minut časa, vprašaš za kakšno mnenje, kaj pa v tom primeru, kaj pa bi to probali, nekaj, uvajamo kakšne novosti, ali kaj to. In to je to, ne. Zdaj pa, če pa toga ni, ko se ne posluša, ko pač jaz sem alfa, jaz se znam, pa drugim mi kaj oporekate, in je to, naš. In te je tu problem, ne. Ljudi se ne počutijo ko prav spoštovane oziroma upoštevane pri svojem delu. Je kdo od vas v sindikatu? Ja, Swiss. Aha, ti tudi? Večina zaposlenih. Ja, imamo nekaj asa. Če bi prišlo do nekega konflikta z šefico, mislim z ravnateljico, bi se bili sposobni, ne vem, organizirati, pripraviti neko stavko ali kaj takega, ali misliš, da to recimo ni mogoče? Ne. To sem sam osebno izkusil že pri prejšnji ravnateljici, da smo se na eno stvar zmenili v kuhinji, ne, pa se izpostavil, so vsi utihnuli. Te pač pri to zadevi ni še prvo, ko se ustavil sam, na koncu se je izkazal, ko ste edini tisti problem. To je problem pri teh določenih ljudeh, ki pač, bolje, ko sem pod radarom, pa čim menje probleme ustvarjati, ko na primer prave sindikalne organiziranosti, ne vem, že vidim probleme, ko se ne more niti vzgojiteljice z nami socializirati, ko bi bili solidarni. Ja, vem, ko imajo slabo plačo, samo ti se konča. Ve. Jaz sem šel za njo na ulice štrajka, za meni ne išlo. Tako, prišli smo do konca 5. epizode Pesenega soka. Hvala še enkrat Amadeju in Borutu, pa tudi vam, da ste nas poslušali do konca. Dovolite mi še samo nekaj zaključnih misli. Zdaj, praksa kaže, da ne glede na to, koliko kadra manjka in bo še manjkalo, se razmere v gostinstvu ne bodo izboljšale. Potopljeno gostinstvo lahko reši samo organizirano delavstvo. In naj zaključno poudarim, da vsekakor ne nasprotujemo okusni in kvalitetni hrani, si pa želimo, da bi bila ta dostopna vsem prebivalkam in prebivalcem, ne pa luksuz za bogatune. In študentke in študentje so že dale pobudo za vzpostavitev sistema javnih menz, morda je čas, da jo damo tudi delavci. Evo, to je to, ne pozabite se naročiti na naš kanal, všečkajte nas na družbenih omrežjih in če se še niste, poslušajte pretekle oddaje Pesenega soka. Adijo!